Ključna sprememba oziroma premik, ki smo ga s procesom trajnostne krožne transformacije dosegli, je bilo predvsem zavedanje vseh zaposlenih o pomenu in pa tudi o vplivih, ki jih ima transformacija na bodisi poslovanje podjetja, razvoj pa na konec koncev tudi na ugled. Velja omeniti 3 ključne stvari, s katerimi smo se tudi med samim procesom največ ukvarjali. Tukaj je šlo za optimizacijo virov, se pravi bodisi zmanjševanje odpadkov, recikliranje, upravljanje s tveganji, se pravi odvisnost od določenih virov pa prehod na ostale in te dva potem implementirano uvesti v samo proizvodno, ki je pa tudi, kar se tiče tehnologije, relativno zahtevna. Pričakovanja smo iskreno gradili med samim procesom trajnostne krožne transformacije, ker na začetku niti nismo dobro vedeli, kaj lahko pričakujemo oziroma kakšen bo rezultat. Ne glede na to, da uspeha nikoli ne merimo z vloženim trudom, smo na koncu zadovoljni s tem, kar smo dosegli, ne glede na to, koliko napora je oziroma ga bo potrebno še vložiti v sam proces. V sami prvi fazi strateške transformacije podjetja smo najprej presvetlili svoje obstoječe stanje, v katerem se nahaja podjetje, in videli, da imamo precej veliko dela. In sicer na optimizaciji samih poslovnih procesov, kulturi v našem podjetju, se pravi vse, kar zaposleni razmišljajo. In opazili smo, da podjetje je zasledovalo predvsem obrtniško miselnost zadnjih 20 let in na področju globalnih trendov, tudi v samem mikrookolju, potem na nacionalnem parketu podjetja bistveno bolj podjetniško razmišljajo, tako da smo v tej prvi fazi zasledovali predvsem našo preoblikovanje, transformacijo, predvsem iz povsem obrtniške miselnosti v podjetju, potem iz manualnega dela v polavtomatsko in avtomatsko delo in tudi digitalizacijo samih procesov. Zavedali pa smo se, da samo z jasno definiranimi cilji, z predvsem dobrimi vodstvenimi kapacitetami in pa sposobnostjo peljati vse zaposlene skozi to transformacijo nam bo uspelo. Zavedamo se, da imamo dosti ozkih grl, ki jih moramo odpraviti, to se pa veselimo potem tudi v tem naslednjem koraku. Pričakovanja so najprej bila predvsem zelo široka od tega, kaj lahko skozi to transformacijo pričakujemo. Potem pa smo, zahvaljujoč naši mentorici, ki je izredno profesionalno pristopila in nam pomagala skozi to prvo fazo in nam svetovala, smo jih zelo jasno definirali, se pravi, da smo jih oklestili in tisto, kar je najbolj potrebno, jih potem tudi skušali realizirati do dokumenta in pa nadgraditi v drugi fazi, ki nas čaka. Glaven premik ta, da smo si namensko vzeli čas in kot podjetje z vključevanjem vseh zaposlenih začeli razmišljati o trajnostni in krožnostni transformaciji in o tem, kam nas lahko ta transformacija popelje. In pa skozi ta proces spoznalo v bistvu, da so ključen benefit in ključen temelj, ki ga podjetje ima, so v bistvu zaposleni. In da cela trajnostna in krožnostna transformacija temelji na njih in da je vlaganje v ljudi, v znanje, v kulturo ljudi, ki nas povezuje in sem pa še tudi trajnost kot taka, je ključna za dolgoročni uspeh podjetja. In pa na koncu definirana lista vseh ključnih projektov, ki smo si jih zastavili, zato da omaknemo in razširimo ozka grla, ki jih danes imamo in postanemo še bolj uspešni. Končni zaključek je, da so rezultati bistveno presegali pričakovanja, sploh glede strokovnosti pa podpore, ki smo jo dobili s strani mentorja, in pa predvsem širine, v kateri je ta tematika, ki smo jo zajeli s temi delavnicami in pa s tematiko. Se pravi, da smo se širili bistveno nad samo trajnostno in krožnostno transformacijo in pa pogledali celotno poslovanje podjetja in način, kako delovati še bolj uspešno v prihodnosti. Seveda so ključni rezultati strateški cilji, ki jih nameravamo doseči, ampak se mi zdi, da je bolj pomembno to, da sam proces, ki je pokazal to, da je zelo pomembno, da to strategijo uvajamo in izvajamo in izvedemo zaposleni. In ključen rezultat, ki je usklajenost ekipe, poznavanje celotnih ciljev,
in tudi široka vpletenost vseh zaposlenih pri postavljanju novih ciljev. Tako da zdaj, po zaključku procesa, veliko bolj vsi verjamemo, da bomo te cilje tudi dosegli. Že v prvi vrsti smo se v bistvu najprej prijavili zaradi faze B, se pravi, da bomo razvijali produkte, ki jih tržišče in trajnostna preobrazba splošno potrebuje. In zanimivo je, da tudi sama rezultat te prenove strategije nam je pokazal, da moramo pivotirati to, kar smo si želeli razvijati, in da smo tudi zdaj z rezultati tega celotnega procesa ugotovili, da moramo nekoliko spremeniti, da smo zdaj veliko bolj trdni za tem, kar verjamemo, da moramo narediti, in da je tudi že trg nam priznava, da smo usmerjeni v pravo smer. Ključni rezultati te naše trajnostne transformacije so bili predvsem v povezovanju naših zaposlenih, v tej komunikaciji, ki smo jo vzpostavili, v motivaciji, ki smo jo pridobili preko naše zunanje ekspertinje. To, da smo skupaj oblikovali to trajnostno strategijo, ki nas bo popeljala naprej. V bistvu zadruga je že sama po sebi oblikovana trajnostno na to, da povezuje 1000 naših članov na strani odkupa in prodaje. In v bistvu zaposleni smo med sabo, kljub temu, da nas je zelo veliko, razpršeni na 3 koroških dolinah, nimamo nekega vsakdanjega stika, ampak ta projekt nas je potegnil skupaj, nam je dal navdih, motivacijo, skreirali smo izjemne projekte, ki jih nameravamo do leta 2028 uresničiti. Najprej smo padli v projekt brez nekih pričakovanj, smo ga vzeli projekt kot projekt, ampak potem iz delavnice v delavnico je ta naša navdušenje nad projektom, nad združenjem, nad inovativnostjo, ki smo jo dosegali, rasla. Tako da smo z veseljem in ponosom to zaključili prvi sklop. V projekt smo tudi vključili delno naše člane, ki so prepoznali to vrednost in v bistvu to obstoj zadruge kot sam, ki je že sam trajnostno podkovan, se zdaj s tem projektom še bistveno bolj okrepil. Rezultati so vsekakor pozitivni. Z večjih vidikov, seveda smo verjetno tako kot ostala podjetja pristopili z nekimi svojimi interesi. Mi smo dejansko v tej trajnostni strategiji že drugič in smo dejansko nadgrajevali preteklo izpred 3-4 let. Glede na to, da se naše podjetje razvija, je bilo nujno, bi rekel, narediti novo strategijo, trajnostno. Poleg seveda rezultatov, ki so se izkazali v smislu rasti, širitve trgov, tehnološkega razvoja in tako naprej, se meni zdi en izjemen korak, ki se je naredil, predvsem ta kulturni preskok sodelavcev. Širši krog sodelavcev je sodelovalo pri tej strategiji, bolj so se povezali med sabo in tudi poistovetili strategijo in ti rezultati se kažejo že zdaj. Pričakovanja visoka, vsekakor. Jaz mislim, da seveda se ta strategija šele začela izvajati, ampak jaz mislim, da se kaže v zelo pozitivni smeri in pozitivni luči. Zakaj? Poleg tega, ker smo sodelovali več sodelavcev, tudi jaz bom rekel zaradi zelo dobre mentorice. Mentorice smo imeli isto prvič in drugič, ki nas je, bi rekel, tako po eni strani poznala, po drugi strani pa verjetno tudi zaznala, ki nas mora voditi v smeri, da bomo naredili korak naprej.